Drugi dan januarske seje Državnega zbora poslanke in poslanci obravnavajo novo policijsko zakonodajo. Gre za predloga zakona o nalogah in pooblastilih policije ter zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki nadomeščata doslej veljavni zakon o policiji. Predlog zakona ureja policijska pooblastila in jim dodaja nekatera nova. Med temi bodo tudi pooblastila, s katerimi bo policija lažje preprečila izgrede na športnih prireditvah. Če bo zakon sprejet, bodo policisti lahko posameznikom preprečili udeležbo na športni prireditvi ali potovanje na tako prireditev. Zakonodaja med drugim vnovič spreminja način imenovanja generalnega direktorja policije. Slovenski politiki se te dni ukvarjajo tudi s težavo, kako rešiti odprta vprašanja s sosednjo Hrvaško. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko se bo danes seznanil z informacijo o pripravah na zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem za določitev meje s Hrvaško. Gradivo je pripravila projektna skupina za pripravo na arbitražo na zunanjem ministrstvu. Kot je prejšnji teden dejal predsednik vlade Janez Janša, vlada gradiva še ni potrdila, ker zadeve niso bile v redu pripravljene. Sindikat carinikov Slovenije naj bi se danes sestal z ministrom za finance v odstopu Janezom Šušteršičem. Kot je povedal vodja stavkovnega odbora sindikata Dušan Miščevič, cariniki med drugim zahtevajo enako obravnavo pri izvajanju varčevalnih ukrepov ter informacije o tem, kakšni so načrti vlade glede števila zaposlenih po 1. juliju. Takrat naj bi se namreč Hrvaška pridružila Evropski uniji, s tem pa naj bi prišlo do združitve davčne in carinske uprave. Višje sodišče v Helsinkih je Krki oziroma njeni hčerinski družbi naložilo plačilo slabih 630 000 evrov kazni zaradi kršenja patentiranih postopkov pri proizvodnji učinkovine Montelukast. Ta snov se uporablja za izdelavo zdravil proti astmi, Krko pa so skupinsko tožile 3 družbe iz Kanade, Nizozemske in Finske. Na nadomestnih županskih volitvah mestne občine Maribor, ki bodo 17. marca, bo kandidiral tudi mariborski okoljevarstvenik in aktivist Franc Jesenek. Včeraj je na upravni enoti že začel zbiranjem podpisov. Svojega kandidata na volitvah pa bodo zagotovo imeli tudi predstavniki skupine 29. oktober, ki pa so o imenih zaenkrat še skrivnostni. Jutri bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo otoplilo, dnevne temperature bodo segle do 9 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo po večini jasno, le v jugozahodni Sloveniji bo v petek oblačno. Megla ali nizka oblačnost se bo pojavljala zjutraj in dopoldne tudi ponekod po nižinah v notranjosti Slovenije. Še bo toplo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Tudi v mariborskem kliničnem centru so zaradi bolezni dihal omejili obiske. Za lažjo izbiro nadaljnjega šolanja otrokom te dni predstavljajo poklice. Danes je svetovni dan indigo otrok, ki imajo razvit čut za nepoštenost, nepristnost. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.